Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Podjetje NUS, lastniki so domačini iz Naklega, ima skoraj 30-letno tradicijo trgovanja z barvnimi kovinami in njihovo CNC obdelavo. Nedavno so v poslovno-industrijski coni v Naklem odprli novo proizvodno skladiščno halo. V poslovni coni Polica v Naklem se torej intenzivno gradi. Marca so se vselili in na tem naslovu pričeli z delom v novih poslovno-proizvodno-skladiščnih prostorih družinskega podjetja NUS. Podjetje NUS je imelo doslej najete pisarniške in skladiščne prostore za namen trgovinske dejavnosti v Ljubljani, proizvodnjo barvnih kovin s sodobnimi CNC obdelovalnimi centri pa v lastnih prostorih v Strahinju. Njihovo novo zemljišče v poslovno-industrijski coni v Naklem je veliko 4500 kvadratnih metrov. Od tega ima novi objekt uporabne površine kar 2000 kvadratnih metrov. V občini Naklo je nastal nov poslovno-proizvodni objekt podjetja NUS. Vaša dolgoletna želja in uspeh? Ja, trudili smo se dolgo časa, vendar predhodna občinska oblast nas je tu ovirala, bom rekel, in zaradi tega, ko so novi županski možje prevzeli našo občino, se je začel razvoj. In to resnično progresivno. Ta občinska uprava je naklonjena razvoju občine, razvoju zaposlovanja in je na vseh področjih pripravljena pomagati. Seveda bolj moralno kot materialno. Ja, za vse ostalo ste mogli poskrbeti pa kar sami, vendar vam je zelo lepo uspelo. Ja, trudili smo se, koliko nam je uspel, je pa pričujoči objekt, za katerega smo morali 80% investirati sami, 20% pa smo dobili kreditov. Tu teče proizvodnja in sicer obdelava kovin na CNC strojih. Tu izdelujemo razne polizdelke za našo industrijo, ki potem to sestavlja in prodaja v izvoz. Družini Orehar in Gradišar sta združili moči in v dobrem letu zgradili objekt in na novo lokacijo še preselili proizvodnjo in zalogo barvnih kovin. Večmilijonsko investicijo so pokrili pretežno iz lastnih sredstev. Prostore so uspešno predali svojemu namenu tudi s pomočjo svečane otvoritve, na kateri so se zbrali mnogi iz lokalnega okolja in jo je popestril operni pevec Anton Habjan. V krajših nagovorih sta direktor Igor Gradišar in prokurist Vinko Orehar predstavila razvoj podjetja in samo investicijo ter seveda vizijo nadaljnega poslovanja podjetja. Kaj vse počnete v tem vašem novem, čudovitem poslovno-proizvodno-skladiščnem objektu? Tukaj, kjer se zdaj nahajamo, tu je CNC obdelava barvnih kovin. V sosednjem objektu pa imamo skladiščne prostore, tam pa skladiščimo barvne kovine livarske zlitine, s katerimi oskrbujemo poslovne partnerje, ki se ukvarjajo z livarstvom. Trenutno nas je zaposlenih 10. Odlično izpeljani naložbi so po svečanem rezanju traku in ogledu poslovnih prostorov tudi primerno nazdravili. Glavne dejavnosti podjetja so prodaja barvnih kovin, livarskih zlitin na debelo, CNC obdelava barvnih kovin, zlitin in črne metalurgije v izdelke, ki jih uporablja predelovalna industrija. Računajo, da jim bo to omogočilo uresničitev vizij in zastavljenih ciljev, predvsem v smislu rasti produktivnosti in povečanega obsega delovanja podjetja. Želimo samo, da nas država ne ovira. Ne ovira z davčnimi postopki, ne ovira z raznimi prepovedimi in da pusti, da se razvijamo in da proizvajamo čim več in bolj produktivno. Naša vizija je večja produktivnost in pa dobro počutje zaposlenih.